Pozdravljeni! 19.6. je FIA izdala nov športni pravilnik Formule 1. In tu je nekaj sprememb, katere bodo bistveno spremenile dirkaški vikend. Nekaj ne bo več tako, kot smo bili navajeni. Marsikdo izmed vas je verjetno opazil, da so pri FIA znova spremenili tako športni kot tehnični pravilnik Formule 1. Zapisano je bilo v raznih virih, kateri se ukvarjajo s Formulo 1, a na izjemno kratek, ne preveč poglobljen način. V bistvu lahko ste videli članek, kjer je bil napisan določen spisek teh sprememb, brez da bi nam dali kak poglobljen pogled. In seveda pri tem spisku je mene nekaj močno zmotilo, a nisem vedel kaj. In vem, znan sem po tem, da sem malce bolj natančen in izjemno tečen, ter da imam rad originalne vire, kajti zavedam se, da pri raznem prevajanju in prepisovanju se marsikaj hote ali nehote spremeni. Zato sem šel na spletno stran FIA in tam pogledal njihove novice. Dobil sem zapis, katerega so citirali tej razni viri. In bil prvič presenečen. Namreč, citat je bil dobeseden iz tiste novice, katero je podala FIA. Govorim besedo po besedo, črko po črko. In nato sem se usedel in začel malce bolj podrobno brati. In prišel sem do tiste točke, ko sem razumel, kaj me je toliko zmotilo. V tistem spisku je podan en stavek, kateri z logiko Formule 1 nima dosti skupnega. Še posebej, če se malce ustavimo in malce pomislimo, kaj so hoteli povedati. Gre točno takole. Sprememba v športnem pravilniku. Amendments to tire allocation regulations to give greater operational flexibility to the FIA and Pirelli. Prevedeno v slovenščino, seveda prost prevod. Amandma na pravila dodeljevanja pnevmatik, da bojo tako dali večjo operativno fleksibilnost FIA in Pirelliju. In vemo, v Formuli 1 so vozniki izbrali določeno število setov pnevmatik, preden se je dirka začela. Kaj so hoteli s to spremembo skrajšati, zdaljšati tisto časovno obdobje, kdaj so morale določene ekipe oddati svoje spiske, ni bilo razloženo. A v redu, imamo pravilnik, noter bo pisalo seveda, kakšne so bile te spremembe. In tu sledi negativno presenečenje. 24. člen v drugi točki piše, da od sedaj naprej vozniki sploh ne bodo izbirali pnevmatik. Namreč 13 setov, katere bodo imeli na razpolago za vsak vikend, bo razdeljenih tako. 2 seta hard, 3 sete medium in 8 setov soft. Ne glede na mešanico, katera bo zastopala eno, drugo ali tretje ime. In seveda, kaj je bilo včasih? Včasih od 13 setov pnevmatik so vozniki izbrali 10. Enega soft, enega medium, enega hard so po pravilih morali imeti. In tudi vračati jih niso smeli tistih 3, imeti so jih morali do konca vikenda. In seveda, sedaj tega nimamo več. In vsi mi, kateri smo se radi ukvarjali s strategijo, bomo prikrajšani do tistega spiska, kateri nam je pokazal, kdo je kaj izbral pred začetkom vikenda. Sedaj imajo vsi en in isti izbor in pogledali si bomo, da ta izbor še daleč od tega, da bi bil optimalen. Glede vračanja pnevmatik nisem zasledil kakih velikih sprememb. To se pravi 2 seta po prvem prostem treningu, 2 seta po drugem prostem treningu, 2 seta po tretjem prostem treningu in za prvih 10 tisti set, s katerim so dosegli najboljši čas v Q3. Seveda prvih 10 bo dirko začelo na tistem setu pnevmatik, s katerim so postavili najboljši čas v Q2. Kot do sedaj. Kogar zanima malce bolj podrobno, je prispevek tudi o tem, seveda bližnjica v opisu kot ponavadi. In seveda sedaj se človek začne spraševati, kaj so hoteli pri FIA doseči. Verjetno to, da bo Pirelliju življenje lažje, o kakšni fleksibilnosti tu ni ne duha, ne sluha, saj kar se tiče z mojega zornega kota.
A nekdo bi pričakoval, da ta vsiljen izbor pnevmatik bo neko povprečje, nekaj, kar so v večini primerov že izbrali, če bodo sedaj imeli na razpolago točno te pnevmatike. In začel sem malce bolj poglobljeno razmišljati, namreč na veliki nagradi Avstrije in veliki nagradi Štajerske bomo prvič videli ta režim. In ker bomo imeli tam C2, C3, C4, istega kot lani, bi bilo nekako primerljivo, če bi vzeli lanske izbore in pogledali, če so lani v večini primerov vozniki izbrali to kombinacijo. In boste presenečeni, ne! Namreč edina dva, katera sta izbrala 2 seta hard, 3 sete medium in 8 setov soft, sta bila Carlos Sainz mlajši pa Lando Norris od McLarena. Vsi ostali so izbrali bistveno drugačno kombinacijo. Še posebej, kar se tiče tistih hard pneumatik, niso bili tako entuzijasti nad njimi, da bi po večini izbrali kar 2 seta. A verjetno Pirelli jih mora toliko izdelati, zato bodo vsakemu vsilili kar 2. In seveda, sedaj se bomo vprašali, kaj se bo zgodilo na tisti drugi dirki v Veliki Britaniji. V tistem prispevku, kjer sem govoril o izboru mešanic za prvih 8 dirk, sem povedal, da tisti premik za eno stopnjo proti mehkejši bo precej zožal strateški pogled na tisto dirko. Namreč nekako, hočeš nočeš, bodo prisiljeni imeti 2 postanka in seveda pri teh 2 postankih bo šlo tako, da bodo imeli 2 stinta na tisti pneumatiki imenovani C2, to se pravi v drugi dirki bo to hard, in 1 stint na C3, to se pravi medium. Seveda v prvi dirki se bodo klicali drugače, a da bomo se malce bolje razumeli. In sedaj si poglejmo, če bodo imeli v drugi dirki, kar bodo imeli po pravilniku 2 seta hard, 3 sete medium in 8 setov soft. Kako se bodo sploh obnašali v prostih treningih? V bistvu bodo naredili zelo malo kilometrov. Namreč tista 2 seta hard oziroma C2 bodo morali hraniti za dirko. Od tistih 3 setov medium bo eden uporabljen verjetno na drugem delu kvalifikacij in 2 bosta na razpolago za proste treninge. To se pravi verjetno prvi in drugi prosti trening. Vse ostalo bo v bistvu soft. Hočeš nočeš toliko kilometrov, ko jih bojo naredili. A seveda, tu se sedaj poraja vprašanje. Prvič, koliko kilometrov bodo sploh naredili na teh prostih treningih, kajti zakaj bi delali kilometre brez veze, če je število leteh, bom rekel, omejeno število pogonskega sklopa, ne samega kilometra, a življenjska doba pogonskega sklopa vemo, da je taka. Ukolikor na prostem treningu naredijo manj kilometrov, bodo lahko na dirki bolj zanesljivi. In ne, verjetno na veliki nagradi Velike Britanije ne bodo imeli več še tistih izrabljenih pogonskih sklopov. Tako da to moramo imeti nekako v podzavesti. In drugo, kaj se bo spremenilo od, bom rekel, tistega prejšnjega vikenda, ko bodo imeli C1, C2, C3, da bodo v drugem vikendu nekako poživeli te proste treninge. Tisti C4, tista nova soft, tista najmehkejša pneumatika, kaj bo ta doprinesla v prvem in drugem prostem treningu. Če bodo naredili kaj z njo, bo verjetno samo tisti edini poskus v drugem prostem treningu in verjetno tretji prosti trening, kjer se bodo vsi malce skrivali. V bistvu odločitev FIA, katera je pisana na kožo Pirelli, da bodo revčki imeli čim manj stroškov, da bi to kaj poživelo Formulo 1 še zdaleč ne. Še tisto majhno možnost, da bomo videli nekoga, ki bi se lahko drznil imeti drugačno strategijo, so do konca uničili. Namreč, ukolikor imajo vsi enaki zbor pneumatik, a se še kdo sprašuje, kako bo lahko imel kdo drugačno strategijo, jaz še ne. Skoraj nemogoče in verjetno neizvedljivo. Toliko o tem in tudi, kako nam določene informacije, taki malce bolj poglobljeni, bolj resni viri in tudi FIA servirajo na mizo. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.